Takole, pa poglejmo še nekaj par takih malo bolj sestavljenih nalog, a ne. V življenju niso vedno vsi liki pravokotniki, trapeziji, karkoli, ne, ampak so sestavljeni in mi bomo poskusili pač te enostavne sestavljene like izračunati. Pravi, izračunaj ploščino lika na sliki. Pa bomo začeli z A. Tole, da se bomo prav razumeli, ploščino lika pomeni tule vmes noter tole. Tole, a ne. No, kot vidimo, sta to dva kvadrata in mi moramo tak kvadratni obroč zračunati. Zdaj, ploščino velikega, a ne, lahko mi komot zračunamo, ker imamo stranico A. Prav tako lahko ploščino malega zračunamo, ne. In zdaj moramo imeti ploščino velikega, ampak moramo mu pa odvzeti malega. Se pravi, ne bo nič drugega, kot da ploščina celotnega lika je ploščina velikega minus ploščina malega. Pa dajmo 2, ne. In kako bi zdaj S1 izračunali? Ja, S1 je velik, se pravi, to je 6 krat 6 oziroma 6 na kvadrat je 36. S2 je pa ta mali, ne, je pa 2 krat 2 oziroma 2 na kvadrat, kakor želite, je to 4. In ploščina pobarvanega dela je 36 minus 4. To je zdaj 32, ker enot ni, lahko napišemo enote na kvadrat, a ne. Ali pa centimetri na kvadrat. Jaz vam bom tudi priznala, nekateri so pa mogoče malo bolj komplicirani. Tako da kar dajte z enotami, a ne. V glavnem, to je to. Zdaj pa gremo naprej na drugo nalogo, ne. Takole. Zdaj pa spet treba izračunati ploščino ta drugega lika, a ne. In jaz mislim, da tule pa nimamo čisto vseh stranic, a ne. Vedno morate nekaj vedeti. Ne se zanašati na obliko, a ne, če tule je 4, pa bomo kar zmerili, da je tule 4. Ne, dajte na račun, ne, ali pa tu je 3, ne, koliko zdaj gor ostane, je tako od oka približno isto. Ne, skica je vedno narisana samo tako informativno, zanesti se morate na tele. No, vsekakor si je treba tule primerno razdeliti lik, ne, na primer lahko si ga, kako bi si ga odrezali, lahko bi rekli, tule bomo eno črto povlekli, pa tule bomo eno črto povlekli ravno, a ne. In da vidimo zdaj, ne, zdaj bi mi rabili pogledati tule tale del, tole bi bil naš S1, ne, tale mali pravokotnik bi bil S2 in tale bi bil S3. In ploščino lika lahko mi lepo računamo pol tako, da jih seštejemo, pač seštejemo vse ploščine manjših likov. No, se pravi, ploščina našega lika bo tako, da bomo sešteli S1 plus S2 plus S3. To so zdaj vse pravokotniki, pa poglejmo, če imamo vse stranice. Pri S1 imamo, to je 10 krat 4. No, tule pa imamo samo eno stranico, ne. Treba bi bilo tole stranico dobiti. In tu se posvetimo temu, tale je 8, ampak vemo pa, da tale, ki je vzporedna, pride tule do tule nekje in tale je tule 3. Če je ta cela 8, pa tale 3, potem bo tule ostalo 5. In če je ta 5, potem je tudi ta 5. Tako, zdaj imamo tega ta malega, je 5 krat 4, pa S3 bo pa ta krat ta. Vse stranice imamo pokrite in lahko rečemo, ploščina 1 bo 4 krat 10. Ker je A krat B, a ne, pravokotnik, se spomnimo še. 5 krat 4 je S2 in pa 8 krat 8 je S3. To imamo zdaj 40 plus 20 plus 64 je 124, pa spet lahko centimetrov na kvadrat ali pa enot na kvadrat. No, zdaj bom pa jaz tole zbrisala.
Pa se dajmo pomeniti, a bi znali obseg tega lika. To je pa tak dodatek. Obseg. Tukaj zdaj ne moramo računati kot obseg 4 pravokotnikov, ker tule ne poteka lik. Se pravi, mi moramo iti po vseh stranicah. Tole sešteti, tole, 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 tole in tole. In zato moramo dobiti še, koliko je tale stranica. Tale smo rekli, da je 5, če se spomnite, a ne? Ta je 4, ta celotna je pa 10. Se pravi, da bo tale 6. Zdaj pa tale je 4, torej bo tudi tale 4. A ne? In imamo čisto vse dolžine stranic in obseg bi bil zdaj, recimo pri 10 bomo začeli, to pazite, da ne boste več krogov naredili, kot je potrebno, pol pa gremo 4 plus 8 plus 8 plus, koliko pa je ta? Tudi 8, ne? Plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 in plus 4. Se pravi, če bi hoteli zdaj dobiti, koliko je obseg tega lika, koliko, ne vem, ograje rabimo za takšno parcelo, potem bi sešteli vse stranice in se pri tem poskusili ne zmotiti, a ne? To je samo tako kot dodatek, ker se včasih na teh nalogah pač to tudi pojavi. No, zdaj pa še eno, kjer bomo pa malo stestirali naše kotne funkcije. To je pa tale. Ne vem, bi tole lahko mi malo prestavili si, da bomo imeli več prostora za računati. Takole, se pravi, koliko, mi bomo samo eno primer recimo rešili. Koliko meri obseg pravokotnika z danimi podatki? Beta je pa kot med diagonalo in stranico B. No, tukaj pa brez skice ne bo šlo, se pravi, imamo pravokotnik. In pa diagonala bo velik del našega uspeha tudi predstavljala, da bomo znali izračunati. In imamo zdaj, tule so stranica A, pa B, pa B, diagonala. Koliko meri obseg pravokotnika z danimi podatki? Zdaj pa poglejmo, kaj je B, beta. Beta je kot med diagonalo in stranico B. Se pravi, beta je kot med diagonalo in stranico B. Tule je beta. Pa si izpišemo naše podatke. Se pravi, imamo pravokotnik in sicer beta je 45 stopinj in pa A je 2 centimetra. Treba je izračunati obseg. Se pravi, če rabimo obseg, bomo rabili tudi stranico B. Ne? Če imamo pa A pa B, potem pa lahko računamo kar čemu. No, zdaj pa poglejmo, kaj imamo. Imamo beta in imamo A. Želeli bi si pa izračunati B. In B je del pravokotnega trikotnika. Zdaj, če se spomnimo zdaj kotnih funkcij, potem imamo zdaj tule B, A, beta. Rabili bi vedeti, zdaj imamo sinus, kosinus pa tangens, a ne, sinus alfa je nasprotna s hipotenuzo, kosinus alfa je priležna s hipotenuzo, ne, to seveda znate že vse na pamet, ampak ajde, če ne. Tangens alfa je nasprotna s priležno. In zdaj bi mi mogli tule ugotoviti, a ne, kjer kot bomo gledali oziroma kaj se bo dogajalo. Ja, imamo samo en kot, a ne, znan, se pravi beta. In ta naš kot bo tisti, na katerega bomo določili priležno, nasprotno in hipotenuzo. Se pravi, zdaj hipotenuza v temlem pravokotnem trikotniku je tale, ne, je diagonala, ker je najdaljša. To smo rekli, da najprej določite, to pa zato, ker se priležna pa hipotenuza včasih zamenjajo, če se to ne zgodi takoj. Pravi, imamo hipotenuzo, zdaj pa glede na kot beta je A stranica
nasproti njej, se pravi, bo nasprotna. B stranica je pa priležna. Tako, in zdaj mi imamo pa A podan, pa želimo videti B. Nasprotna pa priležna. In potem pogledamo, katera kotna funkcija govori o nasprotni pa priležni. Tu je hipotenuza zraven, se pravi ta, ne. Tu je hipotenuza zraven, ta, ne. Pravi bo tale, ne. In dajmo zdaj napisati. Se pravi, tangens našega kota, kota beta, je nasprotna, to je A, ulomljeno z priležno, to je B. In zdaj vstavimo noter vse, kar imamo, se pravi tangens beta imamo, ne, tangens 45 stopinj je, A je 2 centimetra, B pa iščemo. Tako. No, in dajmo zdaj mogoče v kalkulator tangens 45, a ne. Zdaj, če ste se naučili tisto tabelo natančnih vrednosti, je to 1, 2 ulomljeno z B. Zdaj pa pomnožimo z B in dobimo B krat 1, ne, je 2 centimetra. A je to presenetljivo pravzaprav, da je prišlo 2 centimetra? Kakšen lik je pol, če je A 2 centimetra, pa B 2 centimetra? To je pravokotnik. In logično je, a ne, ker diagonala razpolavlja ta kot v kvadratu in je tu 45 stopinj in tu 45 stopinj, če hočemo, da tvori 90 stopinj. Tako da ja, rezultati so tukaj ustrezni. No, tukaj pri tem drugem primeru, ki ga boste poskusili sami, je pa tako, da je diagonala, zdaj imate hipotenuzo, a ne, in morate oba A in B izračunati na ta način. Ali pa po Pitagorovem izreku, potem ko dobite A ali B. Tako, te dve sta bile pa še bolj naloge, pri katerih uporabimo že vse, kar znamo do sedaj. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!